Zadnjič me kliče Iztok, ves paničen, Matej, v ID-ja so nam ulomili. Razmišljam, kaj zdaj prav. Zdaj se nič skoraj ne vidi. Jaz sem to šele doma opazil, ko sem vrata odprl in očitno se to zgodilo nekje na parkirišču že prej, a ne? V glavnem, res se nič ne vidi, tudi jaz sem kumi opazil, tukaj je mačka noter udrt. Ko odpreš vrata pa vidiš, ja, da je letvica poškodovana, pa tole tesnilo, neke praske so noter. Tudi policaj, ko so dali potem zapisnik narediti, je videl, da je še kljuka poškodovana. V glavnem, vlomilca avto ni prišel, kar pomeni, da je varen. Škodo je pa naredil, a ne? In kaj zdaj? Ko ugotovite, da bi bilo vlomljeno v avto, prijete na sam kraj, kjer se je avto pustil, je pomembno, da takoj pokličete policijo na telefonsko številko 113, obvestite in poveste, kaj se vam je zgodilo, počakajte, da pridejo policisti na kraj, kateri bojo opravili ogled. Zelo pomembna stvar, ki bi jo tukaj poudaril, je sledeča, da do prihoda policistov v vozilu ne prijemamo, ne premikamo ničesar, kajti pomembno je, da mi pridobimo določene sledi oziroma forenzične dokaze, kateri nas bi v kasnejši fazi pripeljali do izsleditve storilca tega vloma. Kar se tiče statistike, je tako, v predkoronskih časih je bilo na območju policijske uprave Ljubljana zabeleženih 4100 kaznivih dejanj. Po koronskih časih, ko smo, bomo rekli, ponovno normalno zaživeli, pa je ta odstotek padel oziroma število in jih beležimo zadnja leta okoli 3000. No, pa nas recimo je bil poskus vloma tukaj narejen, ne? Kakšni so pa najbolj drugače pogosti načini? Ja, največ beležimo vlome z razbiranjem stekla na vozilu in na to sežejo z roko v notranjost, odprejo zapiralni mehanizem in na to poberejo stvari, katere so pač predhodno opazili. Ok, ampak ta način pa ni toliko pogosto, kako? Ne, ni. Kar se pa tiče načina naviranja, bomo rekli, vrat z vrhnjega dela, je manj pogost. Zagotovo je, kot sem že rekel, najpogostejši način vloma razbijanja stekla. Ker škoda ti kar nekaj naredi. Mislim, ravno s steklom ali pa tudi s tem, ker ti vrata začne zvijati in ostalo, je kar. Na ID-ju je bil prijavljen dogodek, se pravi vlom v vozilo. Demontirala so se v bistvu tapeta notranja na obeh vratih zaradi dostopa do določenih tesnil, da se je potem lahko tudi sama letov zunanja tudi zamenjala. Dejansko sledilo je tudi, to je bila tudi poškodba laka, se pravi, se je uredil tudi lak na vozilu, se pravi tudi novo ličenje. Po ličenju samo avto gre nazaj v servisno delavnico, se izbere v bistvu določene komponente, katere so bile nove za zamenjati, nekatere so bile stare. V tem primeru je bilo veliko tesnil pač treba zamenjati, določeni čepi, zunanja letvica in to je to. Vse skupaj traja približno 6 ur. Se pravi, samo logistiko, sprejem vozila, demontaža, montaža, ličenje in pa samo oddaja vozila. Strošek takega popravila dejansko po normativu za izbrano zavarovalnico je bilo cirka 800 evrov. Takih popravil imamo dnevno kar nekaj, ker pač skupna moč v Sloveniji v bistvu se je zmanjšala, velike danes tatvin, kraj, na vse možne načine, tako da ja, danes pač ljudje pridobijo neko premoženje tudi na drugi način. Popravilo je definitivno potrebno, ker v bistvu v tem primeru je vdor vode v vozilo. Če je pač vdor vode v vozilo, nastane določena vlaga v vozilu, pride tudi določene vonjave v vozilu in vse ostalo. Kaj pa rja? Rja v bistvu v tem primeru niti ni tako problematična, bolj problematična je sama vlaga v vozilu. In kako se najbolje sami zaščitimo? Da imate vozilo parkirano v neki zaprti garaži ali na dobro vidnem označenem mestu, morda pod kakšno kamero. To je prvi korak. Seveda drugi korak, če pa že pride do tega, pa je, da imate dobro zavarovanje, da se vam ta škoda potem povrne. Predmeti v vozilu pa torej pa niso kriti znotraj kombinacije K, ampak se to lahko zaščiti z zavarovanjem za prtljago. Morate vsaj imeti dokazilo, da je bilo vlomljeno v vozilo, da ste dejansko imeli te stvari, torej z nekim računom, da dokazujete, da ste to stvar res kupili, z kakšno fotografijo, tako kot pri ostalih škodnih primerih. Torej, kombinacija K je v Sloveniji zavarovanje za krajo, torej tatvino vozila, uničenje vozila zaradi tatvine in pa poškodovanje delov vozila zaradi vlomske in roparske tatvine. Najpogosteje dejansko se znotraj te kombinacije dogajajo vlomi. In pa seveda tudi poškodovanja ključavnica je znotraj te kombinacije zaščiteno oziroma krito tudi to.
Seveda manjkrat se zgodi, da ukradejo celotno vozilo, ampak je seveda škoda takrat toliko večja, da se splača imeti dobro zavarovan avto. Torej, v primeru, da ugotovite, da vam je nekdo želel vlomiti ali vam je vlomil v vozilo, priporočamo, da takoj kontaktirate policijo, saj gre za kaznivo dejanje, ki ga morate prijaviti, in pa da čim prej javite škodni dogodek zavarovalnici, da lahko pričnejo z reševanjem tega primera. In pa seveda v primeru, da bi potrebovali nadomestno vozilo, morebiti zaprosite tudi za tega. Kadar odidemo na neko nakupovalno središče in tako, že preden odidemo od doma ali od nekje, kot smo štartali, da enostavno vrednejše predmete spravimo predhodno že v prtljažni prostor, ko pridemo na samo parkirišče, kjer je velika fluktuacija, nikoli ne vemo, ali nas storilec opazuje in vozilo, ko zapustimo, ne delamo tega, da tisti trenutek spravljamo v prtljažni prostor. Okay. Ampak tole se pa fajn poštivali, to vam povedati. Veš kaj, ti pa upoštevi policista, pa ne pušči avta nekje na samem, ne? Ja, se bom. Ja, pa ne puščaj kupa stvari noter, ti vedno voziš pol bajte sabo, pa itak da nekoga zamika, pa hoče noter prijeti. Bom pazil, Ati. No, drugače pa zanimiv podatek, ne? Baje samo dobra tretjina takšnih vlomov, ko vlomilcu ne uspe prijeti v avto, tako da smo imeli še kar srečo. Kaj še da ukrade avto? Ja, tisto pa sploh ni fajn. Ampak mi pa ni jasno, zakaj spet rastejo, ne? Zdaj sem dobil podatke od policijske uprave Ljubljana, ne? V času korone na koncu je bilo tam dobrih 100 avtov, lani 138, letos pa že do zdaj 145. Ampak zakaj? Tega tudi ne vem, ampak ni mi jasno, recimo, vsaj v tem primeru, da določen folk pušča avte prižgane pred vrtci, šolami in pa ni čudno, da mu ga kdo odpelje, mislim. Ja, in to ful smrdi, večinoma gre za neke stare dizle, itak se 20 minut ogrejo. No, vidiš, za takšne pa so električni avti skozi praven, hitro se ogreje, sam se izklop, ko greš ven iz avta. Ne, ker taki imajo glih največ povedati proti električnim avtom, ampak pustimo zdaj to.